Jaz mislim, da je slovenski parlament zelo učinkovit. Delo, ki ga je opravil, je bilo veliko. Imeli smo veliko izrednih sej in seveda tudi rednih sej. Obravnavali smo veliko predlogov zakonov. Mislim, da je samo eden manj kot 300 do včeraj, ko smo prešteli predloge zakonov. Veliko zakonov je bilo sprejetih po nujnem postopku, kar je razumljivo glede na razmere, v katerih smo bili, to se pravi energetska kriza, draginja in pa naravne nesreče, kar pomeni, da je Državni zbor deloval zelo usklajeno in efektivno, da so vse službe opravile veliko delo in da je tudi Državni zbor vse predloge zakonov tudi ustrezno obravnaval. Moje osebno mnenje je, da je pristojen organ za ugotovitev nezdružljivosti funkcij Komisija za preprečevanje korupcije. Ta organ je bil konec koncev ustanovljen tudi v ta namen in treba je vedeti, da Državni zbor je političen organ. Političen organ ne more in ne sme odločati o strokovnem vprašanju in to je, ali je prišlo v primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča do nezdružljivosti funkcij. Moje popolnoma osebno mnenje tukaj je bilo že v javnosti večkrat rečeno in to je, da bi tukaj se pač mora zgoditi nek epilog, da menim, da nezdružljivost je podana, ampak ponovno poudarjam, to je moje osebno mnenje, nisem organ, ki bi to ugotavljal. Sedaj, če bo Komisija za preprečevanje korupcije menila, da vseeno ni pristojna, potem mislim, da bo morala nekaj narediti s sklepom, ne pa z dopisom, in potem lahko celo pride do kompetenčnega spora, o katerem bo verjetno moralo odločati Ustavno sodišče, nek svojevrsten absurd sicer. Potem, ko bomo imeli organ, ki bo pristojen za to, bo ta organ moral opraviti svoje delo, moral ugotoviti, ali je prišlo do nezdružljivosti. Pričakujem pa težave potem v nadaljnjem postopku, kaj sedaj. Mislim pa tukaj, oziroma bom rekla tako, da se pridružujem mnenjem dveh ustavnih sodnic, Špelce Mežnar in pa Neže Kogovšek Šalamon, in pa tudi mnenju bivšega ustavnega sodnika Matevža Krivica, da bi bilo edino prav, zopet moje osebno mnenje, da bi bilo edino prav, da sodnik sprejme svojo vsaj moralno odgovornost, če že ne druge. Predvsem bi si želela, da parlament nadaljuje z dobrim delom. Želela bi si veliko dobrih zakonskih predlogov, predvsem v smislu sistemskih zakonov, seveda napovedanih reform, da potem to tudi obravnavamo v Državnem zboru. Sama se sicer bolj ukvarjam s področjem pravne države, s socialnim področjem in s kulturnim področjem. Recimo zdaj, poleg tega, da sem predlagateljica novele zakona o parlamentarni preiskavi, bi želela, da se naredi več na področju boja proti korupciji, to se pravi ustrezne spremembe kazenskega zakona, zakona o kazenskem postopku in pa zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Pa potem, da naredimo več seveda za otroke s posebnimi potrebami, kar neprestano poudarjam in bom poudarjala kar naprej, dokler se nekaj res ne bo premaknilo na tem področju, in pa seveda tudi kulturno bogastvo, ki ga imamo Slovenci, na katerega ne smemo pozabiti, na katerem temelji naša nacionalna identiteta. Tako da, kar lahko povem za Državni zbor je, da bo še naprej delal tako kot do sedaj, to se pravi hitro, učinkovito in pa skladno s poslovnikom obravnaval zakonodajne predloge. In seveda počel vse tisto, kar še mora zraven početi, delo preiskovalnih komisij, nadzor nad izvršilno vejo oblasti in pa vse drugo, kar v bistvu počne ta precej velik ustroj.